Hej, čau. Jaša, Ja. Andrej. Dobro jutro. Dobro jutro. Borisa smo zgubili nekje, ne? Nekaj Ja, prehrane. Boris je ima korono, ne? Ja. Tako da smo se vseeno odločili, da bomo mi sami tole posneli. Pa mogoče ne bomo to govorili o AI-ju, ampak o drugih stvarih, ki nas zanimajo. V bistvu takole, no. Kako si kaj, Jaša? Zelo se veselim, da pridem spet v Slovenijo, v sredo grem nazaj. Drugače pa v redu. Veliko stvari se dogaja v mojem biznisu, v biznisu od Petre, od prijateljev tudi, tako da vse good. Aš povedal malo, kaj Petra dela, pa damo en link spodaj. Lahko. Petra je, kot ti že veš, vocal coach in tudi singing coach in ima razne klijente, ki v bistvu imajo namen izboljšati svoj glas. In to, kot ti sam veš, ker ti poslušaš nek podcast, it's not what you say, it's how you say. In če je monotono in če ni, v bistvu, če ni poslušljivo, nima sploh veze, kaj človek pove. Ne? In ona se ukvarja s tem, da ima razne vaje in tehnike, kako se to improva. Glavni tip pa je, da moš dihati skozi nos. Ti dihaš čez nos, Jaša? Jaz, po mojem, ne diham čez nos skozi. A si kaj to raziskoval? Ker to smo se zanj s fanti pogovarjali glede teh flajštrov. A veš, kaj se nosijo, Aha, kar razširijo, v bistvu nalepaš ga, ne, in potem on narazen vleče nosnice. aha. In to ljudje uporabljajo predvsem po noči, zato da malo spodbudiš dihanje čez nos. To pa več ne vem, ampak zelo zanimivo. Ja, ker kolega je imel izredne probleme s tem dihanjem na nos, predvsem po noči, in zaradi tega je imel slabše spance. In zdravniki so mu celo priporočali operacijo, ki bi odprla te poti. In potem je slučajno naletel na te flajštre. In to je zdaj čisto njegova subjektivna zaznava, pa mnenje, da mu je to čist spremenil spanje. Ker njemu je to odprl, kar prej ni bilo odprt, in diha dejansko na nos, kar vsi vemo, da je boljša, pa bolj zdravo. Tako da to ne more prehvaliti v bistvu tega, tako da jaz moram še probati. Ampak Ti mogoče imaš malo zamašen nos, ne? Trenutno. Ja, jaz sem bil bolan ta teden. Ja. Ok. Jaz sem se zlomil pritiskom. Okay. Kakšne pritiski so bili to? Ja, ne vem, 2 intervjuja na dan, pa Ti si jih vodil ali ti si bil intervjujen? jaz sem bil intervjujan, ampak tudi vodil sem svoje, pa 10 dogodkov sem imel v enem mesecu. Ok. Tako Se v živo pravi, tudi. knjiga se prodaja, kot vroče žebec. Ja, zdaj ne več toliko, no. Zdaj so že malo hladne, ampak se prodajajo. Ok. Ljudje imajo radi karbe. Super. Ljudje imajo radi tebe, briga jih, kaj je v knjigi, oni kupijo zaradi tebe. Ja. Se veš, kako je tisne, da veliko ljudi kupuje knjige, mislim, da jih pa 3% od teh prebere dejansko do konca. Tako da se mi zdi, da imamo radi to nakupovanje knjig, ki nekaj narediš Absolutno. zase ali pa za svojo osebnostno rast, ki je non-stop pomemben, ne? Ampak pa se ne bere. Tako da dejansko folk ne bere, generalno. No. Ja. Kupujejo pa se knjige. Sploh zdaj v Christmas času mislim, da je to ena izmed najbolj pogostih daril. Jaz sem dal že 3 knjige in vse, kar sem dal, sem prebral. Dobil sem pa tudi že 2 knjigi, recimo, samo že do zdaj, letos v tem pred Christmas obdobju. Kaj pa ena knjiga, ki ste največkrat podarila? A veš, da ne podarjujem istih knjig tako pogosto. Tako da ni vno tako, da imam eno knjigo, ki jo vsem kupam, ampak malo razmišljam, kdo je oseba, komu podarjujem to knjigo. In kdaj je to roman, kdaj je to
nekaj drugega, kdaj je to bolj nekaj duhovnega, kdaj je pa bolj biznisa. Ne? Tako da nimam knjige, ki jo največ podarjujem. Kaj pa ti, Andrej? Ne spomnim se, da bi kdaj prav tako eno knjigo zaporedoma, imam pa zdaj par kopij ideja knjige, ki jo bom podaril. Zelo dobro. Dobro smo ta plug naredili, pa spodaj damo linka. Ne? Ampak je resničen, mislim, imam res par kopij. Ja, vem, ja, hvala ti, si kupil direkt od mene. Ja. Ja, jaz imam, po moje, ta World of Art. Steven Pressfield. Jaz sem enkrat jih kupil, mislim, da 21, sem jih kar naročil na Book Depositorju. Potem sem jih pa tako hitro potalil, a ne, tako da... Bitcoin standard bom jaz še podaril, to imam še ene par. Tega sem, mislim, da največkrat, ja, ker sem jih tudi kupil na zelo slovenski prevod. Ja. Mislim, da so zdaj prevedali ta bikovski argument za Bitcoin. Kaj je cela knjiga. Kazanč mi je pisal moramo še odgovoriti na LinkedInu, da mi podari en izvod. Ampak ful je močen ta community, se mi zdi, v Sloveniji, ki se folk prostovoljno promovira. Ja. Sej tudi te Bitcoin meetupi so zelo obiskani, sploh ta Bitcoin Ljubljana meetup. Zdaj tudi v Mariboru sem videl, NiceHash organizira te meetupe. In je to superna stvar, malo se debatira o tej temi, spoznaš ljudi, ki pridejo tja, tako da jaz vsakmu priporočam, da če vidi, da je to v tistem mestu, kjer je on, ali pa če je blizu, da naj se zapele na tak meetup. Tudi Ethereum ima zdaj meetup v Ljubljani. Tako da ja, je živ ta community pri nas ful. Vem, da smo mi šla enkrat na piknik med bull marketom, pa je bilo tako 300 ljudi. To je bilo pa ful čas, za 2016 se mi zdi, pa 2017. Ja, tist bull market je bil, ja. No, se ne vem, kako ne bi ga poimenoval, ampak pol pa, ko je bear market, pa ni meetup. Mislim, meetup je, ampak takrat je 7 ljudi. Ja, takrat je manj. Ampak bom tudi rekel, da zdaj v zadnjih 2 letih, ja, od tistega crasha, ki je bil 2021, so bili v bistvu vedno bolj obiskani te meetupi, vsaj za Bitcoin Ljubljana, tako da zanimivo, no. Ni bilo tako pač prazno. Jaša, kako si ti z Bitcoinom? Malo sem pozabil, ker smo se že nekaj časa nazaj to... Love-hate, mislim, da je relationship. Če snemam Bitcoin, imel sem neki, tako, ne vem, nisem v tej temi, bi rekel, ni me prijela. Je pa zanimivo, da ta Bitcoin, jaz sem že zelo zgodaj. Jaz sem bil v New Yorku 2014, zadnja pol leta, in je bil en novinar, Nathaniel Popper, ga mogoče ti poznaš, Andrej, tudi je napisal en par knjig, ki je takrat 2014 rekel, to je revolution in the making, ne? Tako da, lahko bi že zgodaj investiramo. Ampak nekako, ne, nisem mi, malo mi je bila kaj ena religija, no. Sej delno verjetno je, ampak delno je pa tudi definitivno nek big change. A Bitcoin standard si prebral? Ne, nisem prebral Bitcoin standard. Dobro, dobiš, da Ok, super. Mi se dobimo na večerji, ne? Oziroma ni večerja več. Mislim. Kaj se je zgodilo? Zgodna večerja, začne se ob 2, pa vidim. Kakšna je dinamika. Od 2 do 2, ali kako? Ne si mislil, da ni večerja. Bomo 2 obroka tam jedli. Bomo videli. Ja, to je naslednji teden, ne? Se ful veselim. To je v petek, ja? Ja, ful dober, ja, ful dober.
Tole sem hotel z vami govoriti. Elon Musk, mislim, to je zdaj že nekaj časa nazaj se zgodil, tisti video, ki je šel viral, ko ga je novinar, tisti novinar CNN-a, SMNBC-a. Ne, mislim, da je od New York Timesa in to je full znan novinar. Ne vem, če veš, Jaša. Tisto je Arkin, ali kaj je. Mislim, on je SMNBC, se mi zdi, da sem se spomnil. Govorim, ne vem, če govorijo o istem. Ja, govoriva v istem, ja. Od CNBC-ja je zdaj, ja. CNBC-ja, ja. Ja, v bistvu to mi je bilo zanimivo, pa tudi zanimivo mi je bilo, kako se je internet seveda na dve strani razdelil okoli tega. Zdaj, da ljudje vejo, kaj točno mislim, ne, takrat, ko je verjetno so videli ta video, ko je Elon Musk na odru kot odgovor temu, kaj misli na to, da so oglaševalci šli dol iz X-a ponovno, ne, zaradi njegovih komentarjev o konfliktu med Izraelom in Palestino, ne. In je rekel, fuck off, ne, tem oglaševalcem. In ta novinar je bil čisto zaprepaden, ne, kako to je v bistvu zelo slaba biznis odločitev, kako lahko tako, ne, rečeš, ti jih v bistvu rabaš, da sploh preživi to podjetje. In tako, jaz imam itak dosti specifične poglede na svobodo govora, pa to, kar se dogaja, no? Ampak sem videl ta spet klasična delitev na internetu. Ne? Eni res tako hejtajo verno Elona in vse, kar dela, eni pa so v njegovem kampu. Tako da sem mislil, Jaša, da ti malo poveš, kako si ti videl to, pa na kateri strani si ti mogoče, če sem tako zdaj zelo ekstremno dve strani. Ok, dajmo tako začeti. Vsaka neka družbena slika, kaj je spremenljivo, je se spreminja skozi čas. Kar pomeni, da v nekem obdobju lahko te stvari govoriš, pa enih sploh ne smeš, ali pa si nekako odstranjen. Iz platform si odstranjen, mogoče ne dobiš marketinga v časopisih in tako. In to se spreminja. In meni se zdi, da se je ta zadeva, ko bi rekel, politične korektnosti, smo že imeli mi pik tega, oziroma vrhunc tega mogoče par let nazaj, in da se to zdaj malo umirja. Ljudje so malo zasičeni, ljudje vidijo, da to ne bo rešilo sveta, in pač Elon je pa pač kolovodja, oziroma on pele ta vlak. Ne? Ampak ne more en človek tega vsega spreminjati. Ne? In glede tega so podjetja tudi sama videla, da če imamo Maurico vsakega junija, pa neke dogodke za, ne vem, te in te manjšine, pa skozi imamo to v medijih, v bistvu nek del populacije s tem ne rezonira, kar velik del, in tudi ne bo kupoval naših produktov. In to je recimo Disney zelo dobro videl. Ne? Disney je izgubil 200 milijard v market capu v zadnjem letu in njegovi filmi so pač vsi na isto žogo. Ne? In tudi neke druge firme so videli, da te kampanje sploh niso šle v prometa, ne? In se to malo, bi rekel, rotira. Kar se tiče pa Elona, je pa to pač človek, ki vidiš, kaj pomeni biti, fully transparent. Ne? In to je za ene mečken preveč. Se mi zdi pa, da to ne bo neki, bi rekel, zelo škodoval Twitterju. Res je, da Twitter je imel 4 milijarde revenue 2022, v 2023 zgleda, da bomo 2,6,
Se pravi, nekaj je šlo stran, ampak eni so se pa tudi vrnili. No. Tako da jaz mislim, da bo Twitter to preživel. In ja, se pa ve, da jaz sem bolj v kampu Ilona. Ne. Meni je, mislim, jaz sem zelo, bi rekel, impresioniran nad njim tekom let in se mi zdi, da je good guy. A slučajno bereš ali pa si bral to novo knjigo oziroma biografijo o njemu? Videl sem jo, nisem jo bral, sem jo pa zasledil in ja, se zdi zanimiva. Ja, jaz to kar zdaj dostakrat povem, mislim, kar dolga je, tako da že nekaj časa berem. Tako da ful priporočam ljudem, ki jih zanima tehnološki svet, ali pa zadnje spremembe, ki se dogajajo tudi zaradi Ilona, da dobiš en tako pogled v ozadja, kakor laha, kako se take stvari delajo in ni prijetno, ni dober life, bi jaz to rekel. Life, ki ga on živi, pa situacije, v katere se daje, tudi zaradi svojega egota, ampak tako. Zdaj, ko se glih v Twitterju pogovarjamo po temu o politični korektnosti, jaz sem zdaj pač v tem chapterju, ki je prevzel Twitter in je prvič prišel v to stavbo. To je večnastropna stavba, zelo tako hip in hipstersko opremljena, z vsemi aparati in smuti in različnimi kavami in vodami iz celega sveta v plastenkah. In pride on noter in WC ima tisto all genders, da so fluid, to je napisan gor. Stavba je, lani on to prevzel, oktobra, stavba je prazna, ne vem, a je za 2000 ljudi narejena, ampak je bila popoldne oziroma sred dneva čist prazna, zato ker so imeli to politiko, da lahko kdorkoli prostovoljno dela od doma in potem so vsi delali od doma. In zelo dober pisatelj opisuje ta clash kultur, ki se je zgodil, Se pravi, on je prišel iz nekega takega startup, no bullshit mindseta v nek tak hram politične korektnosti in teh igral in smutijev, kot sem rekel. In obenem so zgubljali full casha. In je on v 2 tednih odpustil 80% ljudi. Na koncu je 80% ljudi odpustil. 75, mislim, da je bilo točno. Ja. Okay. In tako, kako se je ta proces izvedel, je bilo to čisto smešno. On je 2 svoji ekipi, eno ekipo iz Tesla, eno iz SpaceX-a poklical v Twitter, te najboljše inženirje, in so celo kodo pač pregledali in so kar oni odpuščali te developerje, ki so imeli zelo malo časa in tako, neka taka čistka se je zgodila, da je šel spet v ta mod, da je podjetje šlo v mod startupa. Tako da, ful zanimiv, no, pa smešen tako na nek način. Mi je bilo to bratno. Ti, Andrej, tudi zdaj bereš to, ne? Ja, sem pri koncu. Mogoče treba povedati, to je knjiga, ki jo je napisal Walter Isaacson. On je ful znan. Najbolj znan biografist praktično. Tako. In vrhunski pisec, vrhunski. Jaz mislim, da njegove knjige so, ne vem, med drugim on je Steve Jobs napisal, pa ne vem, Leonardo da Vinci, pa Albert Einstein, tako pač take, Benjamin Franklin. Izjemen pripovedovalec zgodb, tako kako zna on napisati. Res, veš, ene knjige tako bereš, pa prebereš en paragraf, pa moraš kar še enkrat iti, zato ker, ne vem, je bilo tako čuden, neki strukturiran. Tukaj pa tak flow z besedami, da je res prav užitek to brati, ker požiraš strani. Res je. In Elon Musk knjiga je tudi vrhunska. Jaz jo priporočam vsakmu, predvsem jaz hejterjem to priporočam, ki mogoče ne vejo toliko.
Ne, ti je zmrznil, ti Andrej. nisi hater. Je zmrzne, ja. Zmrznil si mal. Ja, ne vem, pač, kaj ta Wi-Fi je v kurcu. Vsem haterjem priporočaš, si rekel. Vsem haterjem priporočam, ker se mi zdi, da Walter Isaacson je dober v tem, da pokaže človeka v neki dost neutralni luči, ker se ful pogovarja tudi z drugimi ljudmi, a ne? Se pravi, noč so tudi komentarji ljudi, ki so delali z njim, ne vem, njegovih partnerk, tako. Se mi zdi, da je dober na tem, da dost neutralno prikaže neko osebo. In Musk je ful, mi imamo tam eno avtomobilistično grupo frendov, ki ne marajo Elona zaradi elektrifikacije, ne. Ampak ja, sem ful priporočil, lik zato, da pač vidiš, kakšna je to osebnost, ki se mi zdi ena najbolj zanimivih oseb, ki živi, pa je tako izpostavljena, ne, zelo javno. A bi rekla, da je on mogoče zdaj najbolj famous človek na svetu, ali Ne, ni še tam? ni. Ne, ker več ti moš vedeti, da v biznis svetu seveda ga vsi poznajo. Ampak ni pa zdaj to nek, ne vem, LeBron James ali pa Mohamed Ali ali pa karkoli, ne. Ampak kar lahko ti dosežeš v biznis svetu, on je 70krat bolj famous, kot, ne vem, Satya Nadella ali pa kjerkoli drug Ja. biznis šok, ne. In ta metrika, koliko je on bolj famous od nekako primerljivih oseb v tej areni biznis, ti da v bistvu nekdo tip, kaj je on rato, ne. On je pač rato moderna ikona, ne. Veš. Seveda je pa to tudi zaradi tega, ker ima v bistvu, ker je tudi zelo političen, ne. In večina CEO-jev v firmah, ki so, ne vem, top 500, v javnih nastopih so masteri, da ne povejo nič. Ker skozi balansirajo riziko. In on ima drugačen pristop, ne. Seveda pa on je owner, oziroma glavni owner firm, v katerih dela, medtem ko CEO nekega McDonald'sa ali pa CEO, ne vem, neke druge firme, ni glavni owner, ne. In mora vedno shareholderjem odgovarjati, ne. In shareholderji imajo pa v bistvu, so pa bolj na drugi strani, v bistvu, ne, večinoma, ne. BlackRock in podobni, ne. In potem seveda ne smeš reči, kar ti hočeš, avtomatsko, ne. In on je pa pač drugačen glede tega, ne. Ampak si Tesla je public company, se pravi, je kotira na borzi, ne? Ja, Ali še misliš, vedno kot da ima on ima neke največ? šere, še vedno ima neke voting pravice, še vedno ga ne bo odstavil, ne. Veliko bolje zacementiran noter, kot pa običajen CEO. Ja, to pa je definitivno res. Kaj pa ti glede teh komentarjev, Andrej, ki jih je on izrekel na tistem odru, to, kar je šlo viralno, ne? Pa ta odnos tega, kako v biznisu ti nekoga rabaš, pa imaš pa svoje principe, stališča in gre v navzkrižju z biznis cilji, a ne? To jaz tako vidim, recimo. Ker to temu novinarju nikakor ni bilo jasno, ker sem ga videl. On je bil šokiran. On je bil šokiran, ne? Kako lahko ti nekaj tazga rečeš in greš na vzkrižju z biznis cilji podjetja, ki ga vodiš, ne? Se pravi, ti moraš svoje kao te principe dati na stran, to si tudi ti, Jaša, zdaj izpostavljal, ne? Ja. Za voljo biznisa, ne? In to čisto čuješ. To je meni tudi weird, ne? Da je komorkoli to čudeno, ne? Tako. Ja. Mislim, oni tak na Twitterju
on hoče, da je to platforma, kjer se lahko pač pove vse, z določenimi izjemami, ne, se to tudi on reče, ne vem, ne bo neke, ne vem, otroške pornografije, o tem se ne bo. Če sem jaz, da boš ta primer rekel, hotel sem reči, pa sem rekel, bom počakal, kaj bo rekel in evo, primer najbolj, kako bi rekel, slabe stvari je vedno otroška pornografija. Ja. Tudi pač neke te neki taki kejsi, kjer je očitno, da mislim tako, kjer neki njemu ni všeč, ne. Ampak ja, rečemo, da je zdaj Twitter zelo, da lahko rečeš recimo, kar hočeš. In verjetno je on s tem hotel to malo promovirati, ne. Če sem jaz CEO Twittera, lahko tudi na velikem modru rečem nekaj, kar ne bo mogoče šlo v nasprotju z temi biznis interesi. Ampak sej, kdor bo bral knjigo o Elonu Musku, bo videl, da je to človek z zelo visoko toleranco do tveganja in on je zelo tvegane odločitve do zdaj delal v biznisu in tudi vse te take izjave so zelo tvegane, ki pač prinesejo potem nek ali backlash ali neki prinesejo. Zdaj pod črto je to pozitivno ali negativno, je po mojem tudi težko oceniti, verjetno na kratek rok je to zelo negativno bilo, mogoče je pa full folka, ker je to šlo toliko viralno, pol spet, ne vem, se logirali v Twitter, pa... Ja, ampak se Twitter activity ni šel dol, ne? Njegovi revenue dolarji so pač šli dol, ampak Twitter je v bistvu uporabljen toliko ali pa še več, kakor bo prej, ne? Ja, to je social media, ki ga jaz največ uporabljam, tudi zato, ker zelo zavestno ne uporabljam pač ostalih. In zanj sem na LinkedInu prebral komentar, ki je napisal, mislim, da Tomičan že, da je komentiral to, da je Threads zdaj na voljo v Evropi, ne, in da bo pač tam, ker Twitter je mrtev, ne, in sem bil tako, moja izkušnja je čisto drugačna, ne, Twitter se mi zdi je... A si komentiral to ali si sam razmišljal? Komentiral sem. Da je moja izkušnja čisto drugačna in ja, da si moraš samo dober moraš te svoje profile, ki jim slediš, moraš dobro kurirati, ne, pa boš imel po mojem zložil svoj feed, pa tudi feed, ker ti ga Twitter priporoča, ne, ker Twitter v bistvu je razdeljen na dva feeda, eno je tisto, čemur ti slediš, eno je pa for you, ne, se pravi nekaj, kar na podlagi tega, če zaslediš, ti probaš še več takih stvari algoritem prikazati. To pa vidim, da se ful spreminja, tako je zelo, kar neki valovi so. Jaz imam zdaj recimo tam for you, ne vem, zelo mešano, no, tako, kar neke take, lahko bi rekel, da to je zdaj vratu feed zanimivosti, kar neki historični kanali, pa ne vem, zgodovinske fotke, pa tako, neki tazga. Sem pa videl, da trend je pa tudi to, da so te bejbe, ki imajo OnlyFans, so Twitter zdaj ful, jih je ta algoritem nekako porino in je prav neka, kako bi rekel, teorija, da oni neki sodelujejo, da porivajo tok teh vsebin naprej. Porivajo, ja. Ej, Jaša, ti, ki si omenil za usage Twitterja pa revenue, a mogoče imaš podatek o glavi ali pa saj tako odgovor, a odkar je Elon prevzel Twitter oziroma X, a je uporaba, kam je šla? V bistvu čist te realni daily active useri, če si kaj to spremljal. Nekaj prebral, da niso šli dol. Niso šli dol? Ne, revenue dollars je šel dol.
daily users, imamo tukaj le podatke. Kaj je Anže, recimo Andrej, mislil, kaj je rekel mrtev, da je X? Ne vem, kaj je mislil, ampak čak se mogoče lahko le najdem. Evo, users so bili 368 milijonov 2022, 2023 je pa 354 milijonov. Majčkan je šlo dol, ampak fora, da rabimo najdeti daily users, ne. Ampak ni šlo niti približno toliko dol, kakor je šel revenue, ne, ki je šel za 1/3 praktično. Ker, jaz si te glede, ta debata o svobodi govora je malo tako triki, se mi zdi, zato ker fora je, ko imaš tukaj posamezne entitete ali pa deležnike v smislu tega, da recimo Twitter je privatna firma, a ne, Elon jo je kupil, a ne, in jo dal dol iz trga in tukaj se mi zdi, da ima on ful veliko pravico, kako narediti v bistvu ta ekosistem. On bi lahko se odločil, tako jaz vidim, ne, to je moje mnenje, da reče, ženske se ne morejo registrirati na Twitter. Recimo, ne. Jaz mislim, da ima on to pravico, ne. Zdaj, vsi imajo pravico to ne uporabljati, ne, pa uporabljati threads. Naprimer, ne. Tako da klej malo ta triki debata, ki se malo meša s to debato generalne svobode govora, ne, se pravi, da ti nikoli ne smeš nekaj reči, ne. Tako da se mi zdi, da tukaj imajo ta podjetja čist proste roke, kako ali pa na kakšen način bojo organizirala pravila okoli tega, kaj lahko rečeš, kaj ne rečeš, ne. Dokler si seveda v neki zakonskih omejitvah, ne, ki so tudi zelo široko postavljene glede tega, kaj lahko rečeš. Ne. Tako da to mi je malo čuden, a ne, po drugi strani pa ne moram dati čist prav Elonu z vidika tega, da oglaševalci se lahko tudi odločajo, kje bojo oglaševali, pa kje ne bojo. Ne. To je tudi neka svoboda govora, bi jaz rekel. Ne. In če oni rečejo, ne vem, to je pa za nas preveč toksik, ali pa hočemo malo dobrega PR-ja, ali pa nočemo slabega PR-ja in zdaj se mi odločimo, da ne bomo na X-u oglaševali, tudi to imajo pravico. Ne. Tudi jaz bolj tako vidim, vsak ima pravico narediti, kar hoče. Ne. In zdaj to fuck you, ti delaš nemoralne stvari, ti delaš nemoralne. Ne. To je malo tako kar neki v teh specifičnih debatah glede ene platforme. Ne. To se tako malo razmišlja, da se meša ta generalna svoboda govora, ki je zelo pomembna, da obstaja, z neko to, kje točno ti rečeš neki. Ne. In tudi Elon ima zelo dobro rešitev za to, ne, da te neke stvari, ki so res na robu, a ne, tega, kar lahko rečeš, ali pa res so kontroverzne, da so dovoljene na X-u, ampak ne bodo pa algoritemsko promovirane, ne. Se pravi, ne bojo šle naprej. Ne. In on temu reče, no ne vem, če on temu reče, ampak tako sem slišal izraz že ne, da freedom of speech ni enako freedom of reach. A ne. In to se mi zdi ful pomembna stvar, ker dostakrat ljudje, ne vem, postajo neki, pa pol to ne gre naprej ali pa ne prikazujejo v For You Explore page-ih, ne, in rečejo, meni je kratena svoboda govora. Ne. Pa tako ti si na specifični platformi, sprejel si ta pravila in pol se pritožuješ, ker ni promoviran tvoj speech, ne. To se mi zdi tako dosti nesmiselno. Ja, ampak to je bila velika zadeva, je bila glih ta reach, ne, ker prejšnji Twitter oziroma pod prejšnjim nekako vodstvom je
neke tvite pač zelo hitro surpresu, oziroma je dal unflag, ta vsebina je mogoče napačna, ne? Ta flag so imeli za stvari, ki so bile v bistvu na koncu pravilne. Ne? In ti ne moreš, zelo težko je biti arbiter, da bom najbolj kredibilne stvari, bom pa zdaj postil, oziroma ne postil, promoviral v rične. In tukaj, kakorkoli hočeš pogledati, vsak človek ima neke svoje, bi rekel, svojo vizijo, kako bi svet mogel biti, in seveda bo v tem produktu ta vizija. In ta vizija od Ilona je pač drugačna, ne? In je na drugačnem političnem spektru, in to je tudi pač, to je avtomatsko pri vsaki social mediji, to je tako. Ker če ti rečeš, recimo, če se ti Instagram, ali pa bomo rekli, recimo LinkedIn, tudi če reče, jaz sem independent, bo imel na koncu vizijo od unga, ki mu daje denar za oglase. In to bo neka vizija. Ne? Se pravi, temu se ti ne moš izogniti. In tukaj je pač malo zamenjava tega političnega vetra. Ne? In naslednjo leto na volitvah bo zelo zanimiv, koliko stvari se bo spremenil, če bo recimo predsednik postal spet Trump. Ne? To bo marketinški dolari in vse stvari se bojo zarotirali. Kako to misliš? Ja, neki biznisi bo šli dobro s Trumpom, bolj, nekateri pa pač slabše. Ne? A malo razširiš to, ker ne vem točno, kaj misliš, kjer biznis. Ja, recimo razne firme, oil firme in podobne, to je za njih sam plusne. Aha. Ja, ampak Jaša, verjetno, če recimo vzememo TikTok za primera, kjera vsebina se promovira ali pa potiska naprej, lahko rečemo, ker tam nimaš nimaš časovnice, kronološke, niso pomembni followerji, bolj si čist glede vsebine, si žrtev tega algoritma in tega, kar ti bo serviral. In zdaj verjetno si ne predstavljamo, da bi nekdo prišel na TikTok pa rekel, ta moj video je ful boljši, kot algoritem misel, da je dober, in jaz se pritožujem tukaj, da moja vsebina ni bolj promovirana naprej. A veš, ti si se nekako zavestno odločil, da priješ na to platformo s temi pogoji, s tem delovanjem, na ta način, in ti uporabljaš to tako. Zakaj je pri Twitterju recimo drugačne, to, kar si rekel, da ene stvari so bile postane, pa niso bile promovirane, pa so se izkazale, da so resnica? No, pa si pogledal, se je bil lik, Twitter files so bili javno dostopni, se ve, kaj se dela. Ja, to je, ampak ne vem, če je to problem pri Twitter filesih. Jaz ga vidim bolj kot to, da je imela vlada ameriška direktno navezavo s Twitterjem, pa da so oni po navodilih mogli delati vlade. Se pravi, vlada se je vmešavala v privatni sektor, v to, kakšna sporočila se plasirajo v javnost čez Twitter. In to je bolj podobno kakšni Rusiji pa Kitajski, kot kar Ameriki. Jaz mislim, da je to bil glaven problem, ne pa, da Twitter se lahko odloči v bistvu, kar hoče. Kako boš ta algoritem naredil, kako bo izgledal for you, a sploh bo obstajal for you. To je vse v bistvu stvar platforme. Ne moramo mi diktirati firmam, kako bo deloval produkt. Mislim, to itak da ne, ampak to, da je se vlada umešavala, pa je rekla, te stvari probi ne glih šerta, razni, ali je bil to lab, ali je bil to javni izvor virusa, ali so maske dobre ali ne, in tako naprej. To se ni vlada zmislila v eni sobi. To je vse povezan
z ne vem, kdo jim daje denar in vsem tem. In na koncu je vlada samo nek channel, kako se to propagira. Ne? In tukaj se je to zamenja zdaj. Ne? To sigurno za Bidenovo administracijo je Elon katastrofa. Ne? Oni ga hejtajo na polno. Ja, sigurno. To je politika. Ne? Vsaka bi rekel, vse, kar je vredno, zakaj folk hoče imeti, je na koncu politika. Ne? In tukaj se politični veter zamenja na Twitterju. Andrej, kaj pa ti, kakšno imaš ti razmišljanje okoli tega zdaj, ko vem, da smo pred parimi leti imeli debato, če se spomniš o svobodi govora, enkrat malo daljšo, ne? Kaj pa v povezavi s tem Twitterjem, pa to, kako ti to gledaš, ne? To, kar sem prej opredeloval glede platforme, pa generalne svobode govora, ne? Mislim, da svobode govora ni vsaj v zahodnem svetu. Ne. To je dokaz to, da če ti nekaj rečeš narobe, si lahko, ne vem, deplatforman, scanslan. To se nekako... Puščen. Tako, pač... Absolutno. Ne vem, zgubiš nekako... možnost uporabe vseh nekih storitev, ki so ti v družbi na voljo, če rečeš nekaj, kar nekomu ni všeč, ne? Ali pa če rečeš nekaj tazga, kar dosti ljudi trigira. Tako da jaz mislim, da svoboda govora ne obstaja. Govorimo, da jo imamo, ampak realno stanje je po moje drugačno. Ampak kaj je recimo KPI, ne? KPI imaš ti, recimo, čist karikiram, dva ekstrema. Stvari, ki so nekako nek javni konsenzus je, ali pa neka relativna večina, neki verjame. Ne? Recimo, da mora biti več žensk v bordih, da moramo imeti kvote, primer, recimo. In potem ti rečeš nekaj, ki ne gre v to smer, oziroma nekaj malo v nasprotju, in recimo, da imaš napako, potem ljudje te bojo šikanirati. Ampak človek, ki ima večinoma mnenja, ki so drugačna od večine, pa ima včasih tudi prav. Takrat, ko ima prav in se začne zadeva spreminjati, to je zelo vredno. Takrat, ko nima prav, pa ima večina prav, ima itak že večina prav, se pravi, se je vse, če on nekaj drugega reče. Ne? In ta standard, da v bistvu si kaznovan, če rečeš nekaj, kar ni v skladu z večino, nisi pa niti približno nagrajen, če rečeš nekaj, kar ni v skladu z večino, pa je res, ta standard se mi zdi malo nesmiselno. Ne? Ampak ta standard je. In zato, ker je ta standard, se ljudje bojijo reči nekaj, kar ni v skladu z javnim konsenzom. Ne? In potem imamo konstantno nek javni konsens, ki je dostikrat v bistvu neumen. Ja, se tukaj ta meja, ne, kaj svoboda govora pomeni, je to, da ti lahko, mislim, se rečeš lahko vse, ne, ampak kakšne so pa posledice, mislim, da tukaj pa ljudje hočejo imeti debato, a lahko ti rečeš vse brez tega, ja, da boš, ne vem, potem deplatforman in tako naprej. Ne. Kaj bi mi lahko zdaj rekel, Andrej? Ker ti si začel v bistvu tako, da ni svobode govora. Ne? Zato, ker obstajajo posledice za besede, ki jih rečeš. Ne? Tako. To itak. Se morajo obstajati, ne? Ker če ne bo posledica, ne bi gluposti vsi skozi govorili. Ja. Misliš? Ja, ta socialni sram, ki ga ti čutiš
ob nekih dejanjih ali pa govoru, jaz mislim, da je pomemben za človeško civilizacijo. Ne? Ali misliš, da ne, da bi bilo dobro, da noben ne čuti nobenega sramu? Ne. To bi bil kaos. To je čisto neka druga stvar. Jaz mislim, da čutenje, ne vem, raznih emocij, ponosa, srama, ne vem, razočaranja, jeze, to ima nek namen. Ne? Ampak to, da ljudje ne rečejo to, kar mislijo, ker se bojijo, ampak verjamejo v neki, meni se zdi ta gap dobro zmanjšati. Ker bomo hitreje prišli do nekega napredka, po mojem mnenju. Ne? Do resnice. Mislim, ja, da pač vidiš, kaj človek res misli. Ne? In tudi to vidiš, ker ti, ki greš na volitve, če si spomniš, kaj je Trump zmagal, so bili ljudje šokirani, kako se lahko to zgodi. Zato, ker v abstrakciji, kaj človek misli na internetu, ni bilo folku jasno, kdo sploh tega modela podpira, ampak ga podpira kar veliko stvari, kar veliko ljudi. Se pravi, očitno te ljudje niso bili zelo javno aktivni, ne? Ker pač so se bali. Tukaj bi sam en intermezzo naredil, zdaj je imel Lex Fridman Jeffa Bezosa. In ful se mi je zelo zanimiv del, kjer je on govoril o teh mitingih, ki so ratali zelo legendarni, da kako so oni res gradili celo to življenje Amazona, to kulturo, da lahko ti na mitingu rečeš, kar hočeš, oziroma da res se spodbuja to, da lahko junior z argumenti, pa če ima podatke, tudi premaga nekega seniorja. In koliko je to v resnici težko doseči v firmi, ker ti imaš vedno neko senioriteto, a veš, ljudje nekako razumejo svoj položaj v neki hierarhiji in velikrat padeš v to, da imaš samo kimanje, se pravi, tisti spodaj pritrjujejo unim nadrejenim, zato ker vejo, da so odvisni, se pravi, ne vem, lahko so odpuščeni, lahko se zamerijo, lahko pač pride do nekih slabših odnosov, če, ne vem, kontriraš ti svojemu menedžerju, ali pa če pač izpostavljaš neke stvari, ki so narobe, pa tako, ne. In to mislim, da lahko preneseš tudi na širšo družbo, ne. Ne vem, mi imamo v družbi ful nekih problemov, ki se ne naslovijo, oziroma so nekako skozi v ozadju, ampak lahko si zdaj, ne, če nimaš svobode govora, oziroma če je ta meja svobode govora nekje narobe, kakor mi mislimo, ljudje pač te teme ne bojo izpostavljali. Ker si prej Klemen vprašal, kaj bi mi lahko rekli, ja ne vem, neka tema, ki je zdaj aktualna, ne vem, migracije, migranti, ne vem, verska svoboda. So se dobili v Italiji, glede to temo, ne. Ja. Je bil Elon Musk, je prišel na meetup v Italijo, tako je. V Italijo te neke, bi rekel, malo bolj desno usmerjene politične struje. Ja. In so se glih o migraciji pogovarjali. Ja, in kaj ne bi smel reči, recimo, Andrej, kaj si predstavljaš, da bi recimo nam bila zdaj svoboda govora kratena, recimo, ne? Ne, kratena ne bi bila, v bistvu vprašanje je, če bi nekaj rekel, kar ni establishmentu všeč, da potem ti ne bi imel več svobode govora. Mislim, bi bil toliko odstranjen z nekega javnega prostora, da zgubiš to možnost. Ok, jaz ti povem tipičen primer. Zdaj sem povedal točen primer iz mojega delovnega življenja, čisto konkretno. In zdaj tudi vidim razliko. Ne? Pač v našem biznisu imaš šefa timov in on je pač partner. Ne?
v konsultingu. In ta partner rab dobiti feedback od ljudi pod njim za njegovo evaluacijo na koncu leta. In onda nek survey ven, in pol rezultati pridejo, in pol je meeting v timu, kjer on gre čez te rezultate. Ne? Kaj se pričakuje od njega, a se ljudje dobro počutijo, in tako naprej. In te rezultati so pač čist prazni. Folk se niti ni upal, dati noter, čeprav je bilo anonimno. Ne? In pol je pa ta diskusija kompletno brezvezna. Ne? In jaz bi lahko takrat rekel, tem bi nekaj dal in bi bil na tem meetingu in bi rekel pred vsemi in tudi pred njim, da se mi zdi, da nimamo directiona ta pravga, oziroma da ni inputa strani liderja, ker on je lider, v katero smer moramo iti. A se fokusiramo na AWS, a se fokusiramo na consumer industriji, oziroma v katero smer hoče on pelati voz. In tega jaz takrat nisem rekel, ker seveda sem se bal, da bo on to vzel slabo. Ne? In to se konstantno dogaja v firmah. In zdaj pride nov partner in je prišel nov partner in je postavil smernice in vse, kar mora lider postaviti. In zdaj vidim šele razliko. Ne? In ta moj feedback pred 2-3 leti bi bil čist accurate. In tudi to je folk čutil v timu takrat, pa ni noben tega rekel. Se pravi, tukaj veš, koliko je dejansko zelo praktično v firmah, je praktično skoraj nemogoče to hierarhijo res spremeniti. Ne? Mislim, ne spremeniti, ampak jo postaviti v kontekst, da ni omejitev najboljšim idejam. Ja. Jaz sem sicer nekaj drugega spraševal cel cajt. Jaz se v bistvu to vse strinjam, kar sta vidva povedala, pa pomembnost tega, da lahko dobre ideje pridejo iz katerekoli smeri, da ni važno, kdo idejo pove, ampak kaj je bilo povedan. To se vse jaz strinjam, ampak ne razumem samo tega, da je občutek, da nimaš svobode govora, recimo, ne? Valjda, mi bi lahko zdaj nekaj rekli, pa bi nosili posledice za to. V smislu, ljudje bi si nekaj mislili o nas, mogoče kdaj kaj ne bi bili povabljeni kam, ampak ne bi tega zaznali. Ampak tako ta cancelanje, ne, se pravi, izguba služb, da tale video dajo dol, recimo iz YouTubea, ne. Kaj bi mi mogli sploh reči, da bi se to zgodilo, ne? Jaz mislim, Klemen, da ko je bila korona, je bilo to zelo nizko postavljeno. Ti si rekel, maske ne bojo pomagale in si bil odstranjen iz debat. Tako da... Jaz nisem tega dobil občutka. Ja, pa nisi dosti sledil temu. Se pravi, jaz sem video posnel med korono in razlagam v videu, da maske ne delujejo, da je to scam, da korona ne obstaja. Moj video je bil še vedno gor. Ja, zato, ker nimaš 10 milijonov followerjev, pa nimaš angleščine. Če bi pa prišel nek pač znana oseba in bi to povedal, recimo Joe Rogan, ne, bi bilo pa že malo, v bistvu vse je bilo. To je point, ki meni potrjuje. To je bilo, pa je to ostalo. Ne, ampak te videi so bili praktično, mogo se upravičevati, pa skoraj mogo da dol epizodo ali nekaj tasga, ne? Kaj ima neki goste? Ja, glih to hočem povedati, ne. On je bil že na Spotifyju takrat in ogromni pritiski so bili od ostalih glasbenikov, da bojo dal dol svoje cele knjižnice. Ampak se ni to zgodilo. Seveda ne, ker Spotify je mu svoj deal z Joe Roganom in je rekel, in to. Če bi pa on takrat bil še vedno na YouTubu, bi pa ta video še dol takrat. Sama veš, tukaj je pomembno, kaj ti to pol da, ne? Mogoče ti pol kot ti verjameš recimo v neko idejo, pa vidiš
da si dobil tak backlash, potem mogoče zaradi nekih interesov drugih, ki jih imaš, ne boš več te ideje, ne vem, propagiral in boš pač spremenil pristop, mnenje, ne? Mislim, ne boš ga sploh javno izražal. Ja, to je na tepa, ne, zdaj tako ne. To je še vedno svoboda govora. Ne, jaz pa mislim, da to ni. Zato, ker te je prisilil v to, da pač si potem omejen. Ni te prisilil, imel si pritisk in si se omejil. Ja, to se strinjam. To je razlika, kakor bil si omejen. Ampak recimo razlika je Galileo Galilei reče v srednjeveški Evropi, Zemlja se vrti okoli Sonca in te hoče zažgati na grmadi. A ne? Jaz to mislim, to ni svoboda govora. Ali pa rečeš neko netočno stvar, ne? On je slučajno točno rekel, ampak nima veze, ne? Mi ne vemo v določenem času, kaj je točno, kaj ni točno in moramo pustiti, da se to lahko izreče. Zdaj pa, če on reče, meni so video dal dol iz YouTuba, kaj jaz govorim, se pravi, Galileo je mož našega časa in reče, meni so video dal na YouTubu dol, jaz nimam svobode govora. Ne? Obenema pa možnost, da postavi svoj server, hosta ta video, ima druge, gre na X, pa objavi tam video, ne? Jaz mislim, da to je svoboda govora. Ne moramo mi zdaj pričakovati, vse platforme, vsi kanali se bojo strinjali z nami in noben se ne bo smel mene dotakniti. To se mi zdi, da je razlika. To je zelo pavšalno rečeš, ne? Ti veš, da če se pravi, te platforme ti dajo reach, se pravi doseg. Ja. Za une, ki ne znajo angleško, pa ne se jebejo. A veš, recimo to je primera, ki je vprašanje, kako se bo folk odzval. Ampak recimo Andrew Tate je bil primer, ne? To je bil nek načrten plan, da se njega pač odstrani. Kjer so tudi recimo banke bile, njemu so bančne račune ukinila, veš. In ti, če si odstranjen iz finančnega sistema, ne? Dobro, imaš zdaj alternativo, imaš Bitcoin, ne? Ampak vemo, kaj to pomeni, če si ti odstranjen iz finančnega sistema danes, ne? Si dejansko zažgan na grmadi, to je tako, pač odstranjen si iz družbe, ne? Ja, to se strinjam, ja. In zato jaz mislim, da nimaš svobode govora. Jaz mislim, da lahko rečemo karkoli, ker smo neki tukaj lokalni norčki, a ne? Pa se verjetno pač ne bo to imel neki ful vpliva na life, ne? Če si pa ti neka zelo izpostavljena globalna oseba, se pa to verjetno lahko zgodi, ne? Tako, kot smo videli, da se je pač, ne vem, Andrew Tate, Alex Jones, pa Jones je zdaj prišel nazaj na Twitter, ker je Elon Musk imel anketo, ne? Anketa svojih vernikov, ne? Ja. Če pride nazaj, ne? Tako da manjka je ta meja. Evo, super, Alex Jones je odličen primer. Ali pa model, kaj je že še en kar dost crazy guy, ki bo tudi na YouTube znan, Britanc. Bele lase, 50 let star. Ja, David Icke. Ja. Ona so super primer. Ona na način, kako govorita stvari, je pač senzacionalističen način in pač da vzbudi nek strah, da pač folk to gleda. Jaz se s tem tudi ne strinjam. Ampak od 10 stvari, ko ona rečeta, jih je mogoče 1, 4, 5, 6 pač brezveznih. 1 do 2 sta pa okej. To pa ne slišim toliko, ampak ni toliko zelo neumen, zanimiv. In zdaj, ker ima ta ona 6 stvari,
ki so nonsense, pa dve, ki sta good, je direktno primer, ki rečeš, folk, ki to že razmišlja in on reče nek nonsense, in tako se ne bo spremenil. V stvareh, ki pa reče nekaj, kar je malo drugače, se mi zdi pa smiselno. Se pravi, kje tukaj ta balans postav, ker ti moš vedeti, nove stvari in stvari, ki niso intuitivne, prihajajo od ljudi, ki v bistvu imajo vedno 60-70 stvari crazy. In ena stvar, ki je pa crazy, je pa v bistvu dobra. Se pravi, ti ne boš dobil neke counterintuitive, nove, zanimive stvari od ljudi, ki se 90% skozi strinjajo z tem, kar je v javnem okolju sprejemljivo. In potem si rečeš, da svoboda govora ni problem za ene 99% ljudi, ker večina ljudi si itak nima interesa, da bi sploh rekel nekaj, kar se mogoče kdo ne strinja in imajo lastne psihološke probleme glede tega. Za unih 1%, ki je pa samo mali del ljudi, ki dejansko razmišljajo drugače in bi lahko rekel, pa ne reče, ker se boji, je pa to veliko spremenja. In ti moš na koncu vedeti, da ti imaš recimo v Ameriki, ali pa kjerkoli imaš 500 do 1000 javnih osebnosti, ki v bistvu se ne strinjajo z nekaterimi splošnimi stvarmi. In če ti kar enkrat enega odstraniš, pa drugega odstraniš, pa odstraniš 300, si nekaj spremenil. Se pravi, ta zadeva ni toliko, bi rekel, nedolžna, čeprav je nerelevantna za veliko večino ljudi, ki niso te malo bolj javne osebnosti. Ja, mislim, to se spet vse strinjam, pa strinjam se, da je Andrew Tate vrhunski primer za tvoj argument. Mislim, da se možno zdaj tiklemo, ne? A res? Hello? Ja, si nazaj. Ja, hotel sem reči, da je Andrew Tate vrhunski primer za Andrejev argument tega, kar govori. In jaz mislim, da bi to moglo biti zakonsko prepovedan, koordinacija cancelanja nekoga. Se pravi, da se neodvisna podjetja med sabo pa banke zmenijo in rečemo, gremo targetirati to osebo in zapreti bančne račune in zapreti vse. To jaz mislim, da bi mogla država ščititi z neko ustavo, ali pa z to idejo svobode govora. Zdaj, jaz govorim samo posamezne platforme, imajo pa svojo svobodo upravljanja, da se odločijo, da bo Alex Jonesa pač scancel. To jaz mislim, da to tudi more držati, oboje. In jaz mislim, da mi smo zdaj prišli v obdobje, kjer se tudi tako filozofsko zdaj v bistvu sprašuje, a so te platforme res, a imajo to oni res pravico, da lahko naredijo. Zakaj? Zato, ker mi smo jih naredili. S tem, da smo jih uporabljali, s tem, da smo jim dali podatke, s tem, da smo, mi smo ustvarjali v bistvu vsako od teh platform, ker teh platform ne bi bilo, če ne bi bilo uporabnikov, ki bi delali, kjer bi postali, ki bi dali content gor. In zdaj vprašanje, ki se je pojavilo družbeno, je, a so to orodja nekega javnega značaja. Tako kot trg. Se pravi, a jaz lahko pridem na tržnico, pa tam pač prodajam neke, pa kdo zdaj to upravlja, kaj jaz lahko tam prodajam in tako naprej. YouTube ne bi bil nič brez ustvarjalcev. In dober YouTube ima neka pravila, kako razporeja svoj revenue, ki ga dobi, prihodek od svojih teh uporabnikov, in ti imaš nekaj od tega. Se pravi, neka dvosmerna komunikacija, recimo, da je. In tukaj ta argument, da lahko te platforme delajo, kar hočejo, je po mojem ni toliko močen več. Zakva? Mislim, če verjameš v odprt trg, pa bo YouTube naredil neki svojim pravilom, ki bo sebi škodoval,
ima tukaj šanso konkurent, da zapolne to vrzel. Ja. In tako dela trg v kapitalizmu. Ne? Zdaj si pa jaz ne predstavljam, da jaz pridem, ne vem, v neko podjetje, ki dela, ne vem, hrano, pa rečem, meni je bolj všeč 20% več lešnikov in zdaj zahtevam, ker vi brez mene, ne, brez nas, brez nas uporabnikov, vi niste nič, vi sploh ne obstaja ta tovarna čokolade in mi smo zdaj naredili anketo, mi hočemo več lešnikov za isto ceno. In reče podjetje, ne bo šlo. In mi jih prisilimo, da to naredijo. Ne? To se mi ne zdi smiselno. Smiselno se mi pa zdi, da se ustvari novo podjetje, pa ponudi več lešnikov v tej čokoladi. In mi s svojim kapitalom, z cashom, z uporabo, to nagradimo. In ne vem, ne predstavljam si svet, ker ti na trgu na tak način prisilaš podjetja v delovanje, tako kot si ti zamislil. Z uporabo, pa z cashom, pa ja. Dobro, sami tako vemo, da ni prostega trga, to je tudi neka pač utvara. Ti takoj, ko odpreš podjetje, se srečaš z goro regulativnih nekih pravil in tako, in velike korporacije, pa velika podjetja, ne morejo delati takih produktov, ki jih hočejo, zaradi pač regulacije. Pa eni biznisi so dovoljeni, eni niso dovoljeni, enim se zelo krati dostop do trga, Tukaj mislim, recimo, ne vem, alkohol pa tobačni izdelki, Se pravi, na tobačnih izdelkih so ne vem kakšne slikce gor, sploh ne moš brandinga več imeti, Alkohol na drugi strani, ki je pa enako škodljiv, so pa steklenice posod na voljo v lepih, nobenih gor ni obvestil, niso zapakirane v svojo... Tako, ni to čisto res, da imamo prost trg. Je ta argument resničen, ki si ga povedal, pa se z njim strinjam, če pač je priložnost to za konkurente, ampak si zelo omejen v resnici na marsikaterem trgu z strani države. Ja, ne, se strinjam, nič ni perfekt, pa obstajajo slabosti pa pomanjkljivosti trga, valjda, se noben ne bo trdil, da je vse perfekt, ampak vsem to zdaj, da je Elon prevzel X, ga je zapeljal v svojo smer, Zuckerberg je naredil Threads, ga peljajo v svojo smer, to se mi zdi, da je zelo zdravo. In zdaj bodo ljudje sami se odločili, kaj hoče uporabljati. Oglaševalci se bodo sami odločili, kje hoče oglaševati. Uporabniki se bodo odločili, a dati cash Elonu, pa ne gledati oglasov. To je pravilno, se mi zdi. Se strinjam. Zdaj pa, da jaz Threads presilam, da mora imeti več, ne vem, manj cenzure, ali pa drugačne terms of service, pa Elona na drugi strani presilam, da ima bolj okorne, to pa se mi ne zdi, da bomo sploh lahko izboljšali situacijo, tako. Ker bo konstanten boj. Ja, samo do tega bo prišlo, do tega bo prišlo. Ja, se vem. Vse je to tako malo, pa če govorimo, itak je to izredno kompleksno. Prva bo Evropa, ti si imel zdaj primer, da Threads ni izšel v Evropi zaradi regulacije, ker so pač se podjetje odločilo, prekompleksno je, ne moramo tega shendlati in se bomo umaknili. Tako se tudi zdaj recimo v Web3 se določene firme umikajo iz jurisdikcij, ker ni dovolj jasno oziroma je preveliko tveganje. In ti pa kot uporabnik si na slabšem zaradi tega. Tako da... Tudi na ravni držav se dela ta market in, a veš, tako imaš El Salvador, gre v svojo smer, lahko se tja preseliš. A veš tako, jaz mislim, da moramo omogočiti čim bolj prost pretok vsega, da se to na trgu zbalansira, pa pokaže, kaj si mi želimo, pa kaj hočemo. Ja, sem tukaj po mojem tudi ti govoriš iz enega zelo svojega babla, se tu vsi,
ki si pač nek posameznik, ker dejansko to možnost ima, mnogi je pa nimajo. Ne. Veš, se ti lahko kupaš pasporta, ne. Večina pasportov se giblje med 200 pa milijon pa pol, ne, evrov. Misliš, kupaš pasport? Lahko kupaš kjer pasport na svet? Tako. Ne, kjerkoli ne. Ne, oziroma kjerkoli so procesi in pa imaš, kjer ga je lažje dobiti. Eden izmed najtežjih pasportov za dobiti je japonski, recimo. Ne, ker izpade, da tako lahko kupaš in je to. Ne, pač ampak proces. to misliš, kupaš, dejansko je to uraden proces, kupaš od države. Ne, čakaj, da smo si tukaj zdaj na jasnem. To, kar sem rekel, od 200 tisoč do milijon pa pol, v denarju toliko stane, da ti dobiš. Pa kar moš ti za to narediti, je pa drugo. Ne vem, imeti tam nepremičnino, odprt bančni račun. Razumem. Okay, štekam. Ne moreš kar kupiti, ja. Ti moraš v bistvu ne moreš iti na Amazon pa kupiti tako pasporta, ampak pridobitev pasporta oziroma potnega lista je povezana z sredstvi, ki jih ti imaš. Absolutno. Ja, seveda. In zdaj, če bi mi rekli, le vsak ima to možnost. Ne. Nismo to rekli. Kar pa lahko rečemo je, da gre svet vedno bolj v tej smeri. Da lahko vse kupaš, če ima sredstva, se strinjam. Ne, vedno večji procent ljudi na svetu ima vedno več možnosti za delati odločitve. Generalno, napram zgodovini. Ja, tukaj je tudi po moje zelo tanka. Napram zgodovini, odvisen kjermu obdobju, ne? Čakaj, ne, generalno, zelo točen stavek je. Vedno večji procent ljudi, ko se premikamo po času, ima vedno več možnosti napram zgodovini, se pravi napram svojim prednikom. Napram prednikom, absolutno se strinjam. Napram zgodovini, ja, se pravi v primerjavi z mojimi predniki. Ne? Ja. No in jaz mislim, da gre, a veš, vedno več ljudi potuje, vedno več ljudi lahko dela, ne vem, iz kjerkoli, vedno več, ne pravim vsi, pa, da bojo enkrat vsi, ampak vedno več se ti te možnosti odpirajo, da ti glasuješ z svojim v bistvu dejanji, a ne? In s tem daješ signale v naš svet in ga v bistvu peleš po neki poti, ne? Včasih pač kakšni ljudje sploh niso imeli nobenih možnosti, nobenih odločitev ni bilo. Ti si imel nekega vladarja, bil si kmet, tvoj oče je bil kmet in ti nisi se odločil, kaj bom jaz po poklicu, kje bom živel, kam grem na potovanje z avionom. Teh odločitev ni bilo na voljo, enostavno, ne? Zdaj pa so, ne? In vsaka ta odločitev je glas. Ja, fajn, da smo malo tako old school debato udarili na remotu. Svet se spremeni na bolj. Ja, to se ful ljudi ne bi strinjala s tabo, Jaša. Recimo Andrej. Mislim, po teoriji znanstveni se ne more, zato ker je kaos se povečuje s časom. Ne? In vedno bolj neurejen postaja. Aha, kaos se povečuje. Ja. Tako da določeni posamezniki bojo vedno imeli vedno boljši, bojo imeli vedno boljši life. A je pa to svetovno, globalno, je pa pač vprašanje. Ne? Jaz sem vprašanje, na katerega imamo odgovor. Če gledamo podatke, ne? Ja. Poglejmo nekaj podatkov. Ne, imaš celo knjigo o tem, ne? To je ful znana, ta Pinkerja. Enlightenment Now je naslov knjige, ki imaš 400 strani grafov pa podatkov o napredku človeške civilizacije, ne? Čez več metrik. In skoraj vse metrike, ne vem, 90%, ne, se pač izboljšujejo stvari. Sploh v zadnjih 200 letih drastično, ampak kakšen je pa naš občutek okoli tega, to je pa čist druga zgodba, ne? To je pa psihološki aspekt,
To smo se veliko včeraj pogovarjali, kolegi, pa tako, da vse te stvari, ki naredijo, v bistvu, ki so sigurno dobre. Super je, da če zdaj rabim prevoz, imam tale app, ban pride avto. To je dobro. Če ne vem, če rabim nekam leteti, lahko letim. Če hočem enega kontaktirati ta trenutek, imam tukaj telefon, lahko pokličem in tako naprej. Ampak te zadeve se ti navadiš nekako in ne vplivajo emocionalno na tvoj well-being. Te druge stvari, ki pa vidiš neki social media, neki, noter si v telefonu, igraš neke igrice, neki si odvisen od nečesa, to pa vpliva na tebe. Ne? Se pravi, kako ti čutiš napredek, je mal unbalanced, se mi zdi. Ne? Ker až ti ne čutiš child mortality, se pravi, smrtnost otrok pri rojstvu je šla dol 80%. Tega ti ne čutiš kot karkoli, veš. Ja, pa da tvoj otrok ni umrl, ker bi načeloma umrl pred 200 leti. In to ne čutiš. Ja. Ampak čutiš pa, ne vem, cene so šle gor, jaz si ne morem privoščiti najemnine, stanovanja in tararara. Ja. Tako da se še vedno svet je po mojem boljši, kot je kadarkoli bil, ampak občutek, ko si v njemu, pa ni boljši, po mojem. To verjetno drži, ja, kar si rekel. To verjetno drži. Verjetno imamo čisto evolucijsko noter narejen algoritem, da večjo pomembnost dajemo negativnim stvarem. Ne? Zato, ker tako se nekako sistem zaščit lahko boljša, ne? Pred nevarnostmi. Tako da večji fokus v psihi imajo negativne stvari, kot pozitivne, pa kar pozitivne so solvne. Se pravi, to ni problem, kakor ti moraš reševati, to, da ti imaš Uber na voljo, da ga pokličeš. Ne? Ti se navadaš. Ne? Ja, in ne razmišljaš o tem, se pravi, ne dobiš plusov. Minusi, ne, pa se moraš z njimi ukvarjati. Moraš jih imeti v glavi, ne. In pol kle pride do tega balansa znotraj tebe, ker pozitivnih stvari, ki so obkrožen si z njimi, ne čutiš, negativne pa čutiš. In mogoče je kle še dodaten problem te naše civilizacije, da vse te pozitivne stvari, ki imaš na voljo, nekako ne čutiš efekta pozitivnega in malo se počutiš še krivga, ali pa ne veš, kaj narediti, da bi to izboljšal. Ne? Ker itak imaš že toliko stvari na voljo. Ne? Ker če ti nimaš pozitivnih stvari na voljo, imaš saj nek direction, moram dobiti to stvar, pa bom pa boljši. In si saj v premikanju do te stvari. Ne? Če jo pa imaš, pa ti ne daje zadovoljstva, pa ne veš, kam bi se obrnil, kam bi sploh začel hoditi. Ne? In si mal stak si v slabem počutju ali pa v negativnem počutju. Ne? In to se mi zdi, da je tako jaz zaznavam našo družbo. Ne? Obkroženi smo s pozitivnimi stvarmi, napredkom, konstantnim, ampak ga ne moramo čutiti. Ne? Druga stvar pa je, da bodimo realni, te vse spremembe, ki se dogajajo, ki spreminjajo delovna okolja in ti moraš se tudi updatati in v bistvu izboljšati in nove skillse osvojiti. Ta svet je vrhunski za ljudi, ki imajo radi spremembe oziroma ki so odprti do njih, ki imajo željo po znanju. Ampak ni ista želja po znanju in po novih stvarih pri vseh. In čim se stvari spreminjajo hitreje, bojo ta nezadovoljstva. Ne? In tukaj mi se ne moramo to hitro spreminjati, kakor se stvari okoli nas spreminjajo. Ker če bi ti rekel, recimo, jaz zdaj hočem biti maksimalno uspešen ne vem, v svojem biznisu. Pride neka, ne vem, AI pride, moram AI pohekati. Pride Bitcoin je prej prišel, moram to pohekati. In to je ne... Pritisk. Tukaj niso ljudje zmožni tega. Ne? Ja. In tudi, ne vem, meni se zdi, da tudi
odpor, tehnologija, se mi zdi, da že prihajamo v nek cikl, definitivno, kjer ima del populacije odpor do tehnologije. Ja. Da je mu gre na jedra, mu gre, da v bistvu je, kako bi rekel, v bistvu hoče se skoraj znebiti. Mnenje je, da škoduje človeštvu. Ja. Ta razvoj. Ne? Ja, to imam jaz tudi ful močen občutek. Ja. Ampak vedno, ko se s takimi ljudmi pogovarjam, nekako probam jih spomniti, da imajo še vedno opcijo se temu odreči. Razen, če imaš občutek, ne morem se odreči telefonu, ker pa bom izključen iz družbe in to ne gre. In pol seb vzamejo to moč odločitve, ker reče, itek se ne morem jaz odločiti. Jaz bi rad, da zbrisu smartfone na svetu. Zdaj, če bi imel čarobno palčko, jaz bi se rad odločil, da smartfoni ne obstajajo. Pa mu pa rečeš, ja pa daj ti smartfon stran. Ne morem, ker imajo vsi. In tak človek je stak. In to se mi zdi, da ni koristna pozicija biti v njej. Absolutno, ni koristna pozicija. Najboljša možna pozicija je, če se lahko prepričaš v to, da te stvari ti bodo dali nekaj v tvojem življenju, lahko jih boš uporabljal in si zaradi teh stvari bolj uspešen. Ja. In potem dobiš dober občutek, ker si uspešen. Ampak ta mindset, to je zelo težko spremeniti. Recimo. To zelo redkim rata. Eni ima ta mindset od začetka, eni ima delno ta mindset, eni pa pač ima glih obraten mindset. In jaz to pri sebi vidim. Jaz imam delno ta mindset, nimam pa mindset 99% glede tega. Imam neke svoje dvome in tako naprej. In seveda to te zavera, da optimalno izkoristiš vse možnosti, ki jih imaš na tem svetu in tako naprej. In ne vem, razni Eloni, Bezosi in te. Oni imajo ta mindset 99.9%. In dejansko to kompletno verjamejo. In pol pušajo vsako stvar do konca. Jaz imam mindset, ok, zdaj lahko kupam online stvari, good, ampak vlagam pa tudi tukaj do enega shopa, pa kupam, pa se pogovorim s prodajalcem, pa v bistvu čutim ta človeški stik, pa mi všeč. Ja, se strinjam čist. Sej zdaj, ko imamo to Astro, pa se kdaj jaz pogovarjam na internetu z učitelji, recimo, ali pa starši. Za učitelji, zanimiva debata. Ja, zelo zanimiva, ker večina, jaz bi rekel, moj občutek, 60 do 80% jih je izredno proti tej tehnologiji, pa upeljavi te tehnologije v šolski sistem, s tem mislim umetne inteligence. Ker jim bo vzel neko moč, nek prihodek, a veš kaj mislim, valjda. Mislim, da oni tako ne razmišljajo, mogoče je to podzavestno, ampak ne bi si upotrditi, a je to strah pred izgubo službe, ampak jaz iskreno vidim njihovo iskrenost v tem, da jih skrbi, da bojo otroci totalno prlimani na ekrane in to tako sporočijo meni nazaj, da jaz delam nekaj slabega za svet s tem. In jaz sprejmem to mnenje, čeprav se ne strinjam z njim, ampak ena stvar mi pa ni jasna. Ni mi jasen, kako si te ljudje predstavljajo, da jaz pa Andrej recimo nehava zdaj delati ta projekt, ker naj jo prepričajo, da je to nemoralno in midva zapreva. In oni si mogoče predstavljajo, da pol na ta način bomo rešili ta problem in ne bomo šli v to smer. Ne zavedajo pa se, da ene stvari so neizogibne ali pa inevitable ali pa ne more iti drugam, kakor v to smer, zaradi prevelikih iniciativ, prevelikih
cost reductionov, preveč prednosti, ki jih prinaša neka tehnologija, in ti ne moreš tega ustaviti na hard. Ne. A veš, industrijska revolucija, delavci so z macolami uničevali parne stroje, tiskarski stroj so uničevali, verjetno tudi z nekimi macolami. In a veš, ko ena tehnologija pride, ki ima preveč benefitov, ti tega ne moreš ustaviti, čeprav ima negativne aspekte tudi. In to mi je zelo zanimivo, ker ne razumem tega načina razmišljanja. Ne. Ja, enkrat moraš priti v tako situacijo, po moje, ne? Kjer boš ti v bistvu na drugi strani. Ja, ti boš učitelj, ne? Tako, se pravi, recimo, zdaj sem ful razmišljal, kaj bi bil case, ne, pa jaz vem, Klemen, tebe je zelo težko pač najdeti, ker se mi zdi, da imaš vedno nekako se izvlečeš iz teh, kako se temu reče, miselnih eksperimentov, ampak recimo, ne vem, recimo zdaj Evropska unija reče, za varnost vseh, ki se gibajo na področju EU, ne, moraš se čipirati. Zato, da en server skozi ve, kje je tvoja lokacija in ne, da te mi ne moramo, da v bistvu nam javlja, če te nekdo napade, recimo. Ne. Ja. To je nekaj tehno-utopija čez 50 let, rečem, ali pa 20. Skoraj zihar. Ja. Ja. In to se v bistvu zgodi na vseh delih sveta, kjer so tepa alternativa, ne? Recimo Amerika, ves razviti svet, Singapur, pač vse razen neka džungla, ne? Moraš imeti čip. Kaj pa, če ga nimaš? Ja, lahko pa živiš onkraj, se pravi nekje, kjer je totalen divjina, ne? Se pravi... Sam preverim, če razumem. Se pravi, pridejo to domov iskat in ti rečejo, nimaš čipa, zdaj ti ga bomo dal noter, pa ti rečeš ne. Ti rečeš ne in pa te deportirajo. A ja, vzemajo te in te ven. Tako v neke cone, a ne, v nekih pač divjih, tako Mad Max scen, ne. Kamor ti nočeš, recimo ti tja nočeš, ampak tudi nočeš čipa. Kaj je zdaj, ne? Jaz to ne vidim kot realen. No, ampak to je miselni eksperiment, lik za tega, ti zdaj to ne vidiš. Tako kot folk ni videl, ja, ne vidim jaz, kako bi lahko internet obstajal, a ne. Ok. Sprejmem, ja. Ja, miselni eksperiment. Ne. Ja, ampak sej, daj. In kaj zdaj s tem narediti, čaki? Zdaj vprašanje je, kako se ti zdaj v tej situaciji odzoveš? Rečeš, ok, grem v pač to divjino, ne, kjer bo pač tako Hunger Games. Ja. Čeprav moraš pač pustiti ta life, ki ga imaš tukaj. Lej, če sem vse možnosti izkoristil, vse možnosti upora, ja, če mi to ostane, pa da svoj princip držim, to pol sprejmem odgovornost in naredim to, ja. A veš, ker podobno je, jaz hočem avto voziti, recimo, ne. To je malo slabši miselni eksperiment, ker ni toliko agresiven, ampak ne strinjam se s koncepti vozniškega izpita. Ne strinjam se s koncepti tehničnih pregledov. Jaz hočem sam avto sestaviti in po tej cesti, ki jo nisem jaz gradil, jaz hočem voziti. In te ostavijo policaji, pa rečejo, zdaj ti bom avto vzel, pa ne boš vozil. A ne? Pol ne bom vozil tukaj. Ne morem jaz, a veš, vsiljevati svoj nazor na silo proti svetu. Ne. Saj naredim vse, naredim blog, brez veze imeti vozniški izpit, brez veze imeti tehnični, mi imamo nek svoj certifikat. To lahko jaz vse delam. Ne. In je prav, da se to dela in podpiram ljudi, ki se trudijo pa protestirajo za svoje načela. Ne. Ampak včasih nimaš izbire. Ne. No, umreš za to. Ne. Če je ideja dosti močna, čip, rečeš, jaz bom example, ubite me zdaj. Ne grem ven iz države, pa ne bom čipa, ubite me. In narediš s tem protest. In jaz spoštujem take ljudi. Ne spoštujem pa ljudi, ki bi vse radi imeli. Nič se ne bom prilagodil, nič ne bom žrtvoval in nič ne bom sprejel, kar mi vi dajete. In to je moj
svet. To pa ne gre. A ne, to pa ne gre. Dobro. Bomo zaključili. Vprašaj. Ja. A lahko točno zaključim na 1:30, to je čez 15 sekund. Sam to, da bomo imeli tako lepo številkico. Ne vem, lahko, imaš svobodo. Imam svobodo, da to naredim. Bom pa 29, evo, tako da ne bomo. Evo.